Ja, niti nimamo, ker moramo kar veliko delati. Tako da jaz predlagam, da kar začnemo. Se pravi, tisti, ki nimate zdajle bridža še na svojih računalnikih, predlagam, da gledate k meni na zaslon. Tisti pa, ki ga imate, pa delajmo skupaj. Se pravi, zdaj imamo vsi odprto mapo Photomerge. In pa dajmo označiti vse te datoteke. Se pravi, ena možnost je, da samo kliknem pa potegnem, druga možnost je, da kliknem na eno izmed njih in dam Ctrl A. Skratka, dajmo izbrati vse te datoteke skupaj. Potem pa prejdemo v meni Tools, Photoshop in pa Photomerge. Torej Tools, Photoshop in pa Photomerge. Se pravi, da grem en korak nazaj. Torej, to so bile fotografije, ki so bile posnete iz iste točke. Ne? Kamera se je samo vrtela, ne? In čak. Glih toliko je prepletanja med eno in drugo fotografijo, da bo algoritem sam znal ugotoviti, da je to del ene večje enake celote. Torej Tools, Photoshop in pa Photomerge. Za veliko večino situacij je avto v redu in pa tukaj le dajmo še Blend Images Together in pa potem kliknemo na OK. In moj računalnik bo malo hitreje tuhtal k vaši, ampak on je zdaj začel vse te fotografije dodajati v isti dokument in začel je razmišljati, kako bi te slike delovale skupaj. Ne? In rezultat je ena velika panoramska fotografija. Zdaj pa, kdor bridža nima, naj odpre tisti brez bridža.psd, kjer je ta datoteka že sestavljena. Evo ga. Nekaj cajta traja. Ne? On začne mleti in začne poskušati razumeti, kaj je na sliki oziroma kje bi se slike lahko prepletale. Zdaj pa predlagam, da najprej pogledamo recimo na desno stran, se pravi tukaj lahko vidimo, da vsako sliko, ki jo je on tukaj naredil, ne, jo je postavil in jo potem z masko še malenkost skril. Ne. Se pravi, vsaka od teh slikic ima eno masko, ki definira, kje točno je vidljiva na tem dokumentu. Ne. Se pravi, vsaka slikica je en majčken delček te celote. Zdaj pa pojdimo v meni Layer in pa čisto spodaj imamo Merge Visible. Torej, ker v tem trenutku ne želimo ločeno kontrolirati vseh teh plasti, dajmo Merge Visible, tako da bo vse te plasti združil v eno samo veliko plast. In pa dajmo zdaj rešiti en problem, ki je nastal. In sicer, a mi zna kdo povedati, kaj točno je zdaj narobe s to fotografijo? Ok, malo je čudno, malo bolj specifično. Nima roba, to je eno, ja. Pa še eno. Še nekaj je narobe s to fotko. Točno tako. Ne? Se pravi, on jo je sicer po svojih najboljših močeh poskušal sestavljati skupaj, ne? Ampak tukaj lahko vidimo, da je konkretno neravna. In to lahko mi rešimo v Photoshopu z posebnim filtrom, novim, ki se mu reče Adaptive Wide Angle. Če imate v filter Adaptive Wide Angle. Če imate recimo fotoaparat, ki ima zelo veliko deformacijo, recimo, da so slike malo izobčene, ne, tako kot da bi pogledal skozi lukenco vhodnih vrat, lahko z Adaptive Wide Angle na sliki definiramo, kje je
ravna črta in on bo potem glede na to ravno črto poskusil poravnati to sliko. Torej, smo vsi v Adaptive Wide Angle. Ja? Jaz bom v tem delu, kjer absolutno vem, da bi stvar morala biti ravna, se postavil na rob morja, kliknil in potegnil na drugi rob. Ne? In takoj recimo lahko vidimo, da je naredil prvo korekcijo, ki je že kolikor toliko boljša. In se bom postavil še malo, ne? Bom naredil še eno črto in bom poskusil narediti še eno črto. Torej, zdaj imamo naenkrat ravno, kolikor toliko ravno površino, ker je moja leva stran še malo takoj pridem. Ja, midva bova imela pa en drug problem, sicer da grafične kartice v tem računalniku ni, se pravi ni hardverskega pospeševanja in ne bova mogla narediti te. Ni treba, samo ta majhen delček bo. Ampak, ne, torej, ko smo postavili črto, ki je ravna, je zdaj on poskusil kar konkretno deformirati. Ne. Lahko recimo, če kliknemo tukaj spodaj desno na preview, vidimo, kakšna zelo velika razlika se je v bistvu zgodila. Ne. Da je on zdeformiral to sliko in jo postavil. Povej. Ja? Spravi, gremo v filter in pa Adaptive Wide Angle. In torej gremo najprej pogledati layers, pa se bo dala layers tlele, da bomo videla, pa bo šla najprej v layer, pa merge visible, ne? Se pravi, da bo vse združil v eno plast, potem gremo pa v filter, pa Adaptive Wide Angle, evo, ne? In se pravi, zdaj potegneš na neki točki, ki jo želiš, da je ravna, ne? In potem bo on začel deformirati glede na Adaptive Wide Angle. Ja, smo? Pa dajmo klikniti na OK. Pa poskusimo rešiti ta drugi problem, ki je bil, torej da slike ni kaj veliko. A se še spomni, kako smo mi, če se spomni kdo, kako smo mi napolnili za pomočjo Photoshopa, da si je Photoshop zmislil sam, kaj bi na fotki lahko bilo. Fil, ampak kaj točno znotraj fil? Neka stvar je, ne vem kaj. Ja? Content aware. Ne? Torej, gremo najprej, dajmo označiti en delček. Zdaj bomo naprej povedal, no, content aware ne deluje na neki ogromni površini. Ne? Torej, če bi želeli recimo že takoj označiti neko ogromno površino, se zna algoritem ustaviti. Tako da predlagam, da gremo majhne koščke označiti in gremo v Edit, Fill in pa tukaj le izberemo Content Aware. Torej Edit, Fill in pa Content Aware. Ja? In zdaj lahko to ponovimo na posameznih koščkih slike. Čim bolj, ne? Torej, če so rezultati res slabi, lahko recimo si izberete eno drugo selekcijo oziroma ponovite. Ne? Vsakič, ko boste naredili ta isti filter, ko boste napolnili, bodo rezultati drugačni. Nikoli ne bodo enaki. No, evo. Zelo nepredvidljivi rezultati lahko recimo pridejo, ne?
Tako. Dajmo probati kar celo sliko napolniti, ne. Mimogrede, da jaz recimo ne hodim v edit pa fill, ampak uporabljam keyboard shortcut Shift pa Backspace. Shift pa Backspace vam odpre ta isti dialog, ne da bi rabili skakati po menijih. Shift pa Backspace. Kako? Če ga označiš, nekaj se klikne. 1, 2, pa 5. Se pravi, layer ima trenutno opacity 50, dajva tole vrniti na 100, pa še uno od spodaj dajva vrniti na 100. Sam stran klikan, evo pa imaš, se pravi, sem na ta layer klikan, pa imaš še fill na 50, evo. Zdaj pa boš imel na 100%. Številko 50, mislim 5 si pritisnila. Ja, tako, ne. Če boste preveliko količino označili, bodo rezultati ali dosti slabši, ali pa v bistvu sploh ne bo vedel, kaj bi naredil. I don't understand. Se pravi, zdaj v bistvu najprej označiva en del slike, ne? Kjer v bistvu ni slike in bo šla v edit. Aha, moraš imeti označeno plast. Evo, zdaj upam, edit, pa fill. In tukaj dava content over. Ne? In on bo zdaj poskusil napolniti to z neko stvarjo, kar bi on predvideval, da je. Ne? Se pravi, tukaj ok, ne? Mava eno težavico, da ne, tlele nekaj kar nočva. Ne? Se pravi, bo to kar označila, pa šla naslednjič v edit, pa fill, pa bo šlo čez. Ne? Pa bo to ignoriral, pa bo napolnil z nečim drugim. Ne? Se boš recimo sem postavila, glih toliko, da greš malo čez, edit, pa fill. Oziroma, če hočeš na tipkovnici, imaš potem Shift pa Backspace, da gre noter v fill. Ne? Se pravi, označiš Shift pa Backspace, pa ne, ti odpre fill in daš potem samo OK. Oziroma, lahko daš Shift Backspace Enter. Ne? Shift Backspace pa potem Enter, pa bo kar napolnil. Super. Ker dajmo vsi predavanje 401, kdor še ni zaključil prejšnje. Zdaj, v prejšnjem srečanju, ko smo pomanjšali tisto slikico na 10%, smo potem videli, da pri transformacijah začnemo zgubljati neke informacije. Ne? Torej pri pomanjšavi pa pri povečavi se neke informacije zgubijo, tako da je vedno najlažje delati z tako imenovanimi pametnimi objekti. To pomeni, da vedno začneš iz 100% kvalitete in pa potem lahko stvar pomanjšuješ in vsakič, ko bo potem pomanjšana, se bo pomanjšala iz 100%. Zdaj pa
Pametni objekti so še dosti več kot to. In predlagam, da desno kliknemo na plast z obalo in jo spremenimo v pameten objekt. Torej, desno kliknil sem na obalo in dal convert to smart object. Spremenilo se na zaslonu ni kaj veliko, razen tega, da je tukaj le zdaj desno spodaj, tale ikonca, da je stvar pameten objekt. In zdaj, ena izmed stvari, ki jih lahko naredimo, je, da katerokoli sliko znotraj Photoshopa, enako kot smo jo imeli v Bridgeu za uporabo Camera Raw, tretiramo tudi tukaj. In sicer, v meniju Filter imamo Camera Raw filter. Če slučajno kdo nima zdaj tega polja čez cel zaslon, imate tukaj le zgoraj desno ikonco, ki vam maksimalno napolni delovno površino. Torej, tale ikonca tukaj le vam bo Camera Raw filter. Četrta po vrsti. Ja. Tako, ne? Pa si še tlele klikam, da bo šla čez cel zaslon. Počakaj še 2 sekundi. Računalnik še tuhta, ne? Ja. Ampak še ta pravo plast, da je prej, ne? Se pravi, da je cancel, pa izberi plast obalo. Ja? Zdaj, Camera Raw filter je zelo fajn za uporabljati, zaradi tega, ker nam naenkrat na istem zaslonu omogoča blazno veliko kontrole nad različnimi aspekti slike. Torej, znotraj Camera Raw filtra lahko sliko zelo posvetlimo ali potemnimo, lahko ji povišamo kontrast. Naslednja 2 drsnika, kot smo jih recimo spoznali v Image Adjustments pa Shadows Highlights, če se spomnite v tisti fotografiji, kjer je bilo mesto pretemno. Se pravi, spodnja Highlights in Shadows bosta poskusila vzeti detajl iz najtemnejših delov slike in pa iz najsvetlejših delov slike. Torej, če grem recimo vzeti drsnik Shadows in ga potegnem nagor, lahko recimo vidimo, kaj se zgodi. Ne? Dramatična razlika v nekih detajlih, ki jih bo on poskušal dobiti ven, in enako z Highlights. Zdaj, edino to bodite pozorni, ne, da gresta v nasprotno smer. Ne. Torej, Shadows, če boste potegnili nagor, bo zvišal, ne, bo posvetlil te dele, in Highlights bo potemnil, če boste šli na levo. Ne. Torej, v delu, kjer so oblaki, naprimer, dobi on ven neke dodatne detajle. Ne. Čisto spodaj imamo potem še Whites pa Blacks, kjer lahko on poveča kontrast med najtemnejšimi deli. Torej, če potegnem Whites, bo poskušal odvzeti ali povečati moč najsvetlejšim delom, in pa Blacks enako lahko, zdajle, nisem kliknil, poveča moč. Potem imamo pa še eno zanimivo zadevščino, ki je praktično nikjer kot filter nimamo v Photoshopu, gre za Clarity. Clarity je en tak hecen algoritem, ki poskuša narediti kontrast na vmesnih tonih. Se pravi, bo poskusil v bistvu tukaj vmes ustvariti nek kontrast, pa predlagam, da kar potegnete recimo Clarity čisto na desno, da boste videli, kakšen rezultat je. Ne. Se pravi, v sliki bo poskušal najti neke vmesne kontraste in jih povečati. Ne.
In pa tukaj čisto spodaj imamo dva različna algoritma za nasičenost svetlobe. Zdaj, saturation smo že spoznali skozi hue and saturation, se pravi, če potegnem saturation na desno, bo vse barve nasičilo, oziroma vsem barvam bo odvzela nasičenost in jih spremenila v sivinkasto. Vibrance dela pa malenkost bolj prefinjeno in sicer bo on na delih, kjer ni saturacije, dodal več saturacije. Ne? In na delih, recimo, če bi imeli fotografijo nekega človeškega obraza, bo recimo tisto pa pustil pri miru. Tako da je en tak hecen drsnik, s katerim se lahko igrate, ne? Ker boste videli, da so recimo rezultat iz Vibrance in pa rezultat iz Saturation drugačni. Ne? Torej, lahko recimo na delčkih, kjer prej saturacije ni bilo tako veliko, vzamemo ven in pričaramo neke dodatne barve. Čisto zgoraj imamo drsnik, s katerim lahko spreminjamo barvno temperaturo. Če želimo sliko ohladiti oziroma če bi jo želeli malo otopliti. Tudi znotraj Camera Raw filtra imamo isto možnost, da bi zdaj tukaj nekje definirali sivinsko točko in sicer z uporabo tega orodja. Če ne želite iti v Levels in klikniti, lahko vse to naredimo v istem koraku, v istem filtru, na isti lokaciji. In pa tudi tukaj sem kliknil na 4. ikonco po vrsti, hello, imamo možnost, da bi to sliko skonvertirali v črno-belo. Bomo prišli do še boljše verzije tega, ampak ne, tukaj 4. po vrsti, ikonca, imamo možnost dati Convert to Grayscale in zdaj lahko za vsako barvo, ki se pojavi v dokumentu, rečemo, če jo želimo svetlejšo ali temnejšo. Ne? Pa bom tole izklopil. Potem pa pojdimo še v tole ikonco tukaj, FX, predzadnja ikonca. Imamo 3 zelo zanimive stvari, ki jih vsaj posameznih ne dobimo v Photoshopu tako zelo kvalitetnih. In sicer prvi je en tak zanimiv algoritem dehaze. Kaj to pomeni? Če je recimo na fotografiji zelo veliko zračne perspektive, torej da so stvari, ki so oddaljene od nas, v bistvu zrak ni neviden. Ne? Torej, stvari, ki bodo dosti daljše, ne, bodo sive, zamegljene. Ne? In algoritem dehaze poskuša to stvar rešiti, ne? Poskuša odstraniti meglo iz te slike. Zdaj, če čisto za hec potegnete čisto na levo, ne? Lahko vidite, kako se ta efekt v obratnem spremeni. Ne? Na fotki je naenkrat občutek, kakor da bi bila totalna megla. Ne? In pa, če potegnem malenkost bolj na desno, bo on poskušal odvzeti, poskušal razumeti, da bi nekje lahko bila megla in jo bo poskušal odvzeti ven iz te slike. Torej, dehaze kot ena stvar, ki je nisem opazil še v Photoshopu, samo znotraj Camera Raw filtra. Druga stvar je pa tukajle grain. Hello. Vse v redu, ampak dajmo najti ključek za obe kolegici, ki se skrivata nekaj. Ja. Druga stvar je tale grain. V Photoshopu imamo add noise filter, ne? Ampak znotraj Camera Raw filtra imamo možnost mi v bistvu definirati, koliko zelo veliko zrno želimo uporabljati. Ne? Če bi želeli recimo simulirati nek tak star film, ki je bil zelo zrnat, si lahko najprej potegnem
amount, jaz se ga bom potegnil čisto na desno, tako da se bo videl na zaslonu, ampak tukaj je tale drsnik, size, je tisti, kjer boste videli, da se velikost teh pik, teh zrn poveča ali pomanjša, ne? In pa čisto spodaj imamo post-crop vignetting. To nam pa doda na fotografiji črnkast ali belkast rob. In za ostalimi drsniki si lahko v bistvu definiramo, koliko zelo velik rob je in koliko zelo je v bistvu na samem robu, kako zelo oster je ta prehod. Pa dajmo klikniti OK. In dajte pogledati zdaj tukaj na desni strani v plasteh, kaj se je zgodilo. Naenkrat se je pojavilo nekaj novega, ne? Pojavil se je tako imenovani Smart Filters, pod katerim je zdaj Camera Raw Filter. Kaj to pomeni? Da jaz lahko kadarkoli izklopim na tej plasti Camera Raw Filter, to pomeni, da je ta filter bil apliciran dinamično na to sliko. Torej imamo absolutno začetno sliko, na katero je apliciran Camera Raw Filter. In za pomočjo tega, če imamo plast, kjer je pameten objekt, gremo lahko tudi v Image Adjustments in izberemo katerokoli od teh destruktivnih komand, ki bi v nasprotnem primeru absolutno spremenile vse piksle, ne? In lahko izberemo katerokoli izmed njih, mimogrede vključno za Shadows, Highlights, ki ne obstaja zaenkrat še vedno kot Adjustment Layer, ne? Katerokoli od teh sprememb lahko naredim in tukaj lahko tudi vidite, da se ta stvar že pojavi kot dodaten filter noter. Torej, katerikoli od teh dveh filtrov lahko zdaj jaz vklopim ali pa izklopim, tako da kliknem tukaj na uček. In pa, če tukaj na desni strani na tole ikonco primem in potegnem, lahko eno potegnem nad drugo, ne? Torej, te filtri se bodo zgodili v zaporedju. Najprej en, potem drug, potem tretji, ne? In včasih so rezultati popolnoma drugačni glede na zaporedje filtrov, ki se zgodijo. Pa dajmo zdaj desno klikniti na tale Smart Filters. Mimogrede, a veste, kaj je tole? Kaj je tale bel pravokotniček? Maska. Se pravi, tukaj lahko, kjerkoli bi tukaj porisala, bi lahko skrila ta efekt, vidnost tega efekta. Torej, dajmo desno klikniti in dati Clear Smart Filters, s čimer bomo izgubili obe spremembi. In pa pejmo pogledati še eno, tretjo zanimivost, in sicer Filter Gallery. Torej, Filter Gallery. Če imate, tako kot jaz, tukaj mapice, ki so skrite, predlagam, da kliknemo na tele trikotničke, tako da so te stvari vidne. In kateregakoli skozi Filter Gallery imamo vizualen vpogled na večino grafičnih filtrov znotraj Photoshopa, ki se drugače skrivajo v meniju filter in pa potem v podmenijih. Torej, katerokoli od teh filtrov lahko zdaj kliknete in vidite, kako zelo drugačni bodo efekti, ki se zgodijo na sliki.
ti so isti v Illustratorju. V Illustratorju imaš tudi filtre, ki se zgodijo na sliki, ne? Torej gre za isto stvar, ampak tukaj zdaj delamo na pametnem objektu, to pomeni, da se filter ne aplicira v grafiko, ne? To pomeni, da je filter samo kot neka živa zadevščina, ne? Če bi jaz zdaj recimo kliknil na OK, lahko kadarkoli, ne? To ni zdaj aplicirano, ne? Če zdaj skrijem, original slike je še vedno, ne? In jaz lahko kadarkoli, ne, kliknem dvakrat na ta filter gallery in začnem spreminjati te stvari. Torej lahko spremenim detajl, naprimer na filtru, ki sem si ga izbral, in kliknem OK, ne. Torej filter je, ampak je živ in dinamičen. In ga lahko kadarkoli potem spremenimo, tako da kliknemo dvakrat na ime samega filtra, ne. A je glede uporabe pametnih filtrov kakšno vprašanje? Zdaj, mislim, pametni filtri absolutno se vam splača uporabiti kot en način, kako lahko ohranimo, ne? Kako lahko delamo z nekimi destruktivnimi komandami in pa vedno ohranimo to originalno sliko, ne? Torej nikoli, dokler ohranjamo svoj Photoshop file, nikoli nismo izgubili najboljše verzije te slike. Torej, čez 3 mesece lahko pridem noter pa rečem, ok, ne, karkoli od tega mi ni bilo všeč. Ni mi všeč, kako je močen ta filter, dajmo pomanjšati, ne, dajmo nekaj spremeniti in nič nisem izgubil, ne, medtem ko, ne vem, 6-7 let nazaj, ko tega ni bilo, sem zdaj pač eno številko ustrelil, ko se je ta stvar zgodila, to je to, ne? To je bilo zdaj aplicirano na sliko in da pridem jaz do originala, rabim pač seveda nekje najti spet to grafiko, da potem spet apliciram, s tem da, ne, takrat, ko moram aplicirati, se pravi, fajn, upam, ne, držim pesti, da sem si nekam napisal, da je to dvoje, ne, bilo, da je bilo 8 pa 18 za tega, ker drugače pa, ne.